Ja, naj vklop refleksijo in empatijo, ne. Dobro premisli pri sebi, kaj pravzaprav želi sporočiti. Je nekje 60% mladih se je že srečalo, se pravi z nasiljem, priče smo pa po moje bližje vsi, no. In te številke, se pravi, še rastejo, imajo zelo hude posledice. Ampak jaz sebe vidim kot enega Don Quixota in vedno, ko naletim na kaj, pač prijavim. Najprej platformi, to je najmanj, kar lahko naredimo, ne? Živjo, dobrodošli v prvi epizodi podcasta Uživajmo pametno, kjer se z zanimivimi gosti pogovarjamo o pomembnih temah povezanih z našim digitalnim življenjem. Tokrat odpiramo temo sovražnega govora in nasilja na spletu. Prepričan sem, da boste slišali marsikaj novega in dobili tudi veliko uporabnih in praktičnih nasvetov. Z mano sta Mija Repenšek, magistrica družinskih in partnerskih študij ter svetovalka v centru Logout, ki je center za pomoč pri različnih tveganih spletnih vedenjih, ter športnik, ki ste ga še do pred kratkim lahko spremljali na belih strminah, slovenski alpski smučar Štefan Hadalin. Lepo pozdravljena, vesel sem, da sta se mi pridružila. Tema, ki se jo dotikamo danes, je za marsikoga lahko neprijetna. Meni pa se zdi, da je dobro, če se lahko odkrito pogovarjamo o sovražnem govoru in nasilju na spletu, ker je to edini način, da bodo naša spletna življenja lepša. Mija, za začetek te prosim, če nam lahko na kratko orišeš, o čem vse govorimo, ko govorimo o sovražnem govoru in nasilju na spletu. Zdaj, nasilje na spletu je v bistvu vse, kar mi počnemo in drugega v bistvu na nek način prizadene oziroma ga oškoduje. Tukaj govorimo o tem, da je na primer nasilje, če nekoga žalimo, izpostavljamo, celo izključujemo, se pravi, če imamo mi neko grupo, pa smo mi noter, pa se povezujemo. Zelo velikokrat pridejo mladostniki pa rečejo, ja, kar naenkrat sem bil ven iz tega četa ali pa iz te grupe in sploh ne vejo zakaj, ne. Se pravi, tudi to je v bistvu neko izključevanje, sinanje je v bistvu tudi na nek način, se pravi, nasilje. Potem pa seveda izpostavljanje osebnih podatkov drugih, nagovarjanje drugih, da dodajo neke fake komentarje, zlobne komentarje in tako dalje. Skratka, vse, kar v bistvu počnemo, pa vemo tudi, naprimer, če bi počeli v realnosti, da to ne bi bilo okej, je tudi v bistvu na spletu ni okej. Je sovražni govor v bistvu podpomenka nasilja na spletu? Ja, drži. Se pravi, sovražni govor je en del, se pravi, nasilja na spletu. Bi lahko rekli, da je najbolj pogost? Ja, najhitrejši po moje, ker sovražni govor vidimo že v vseh klepetalnicah, komentarjih, tudi na spletnih straneh, naprimer na teh novičarskih straneh ali pa kaj podobnega, no. Mogoče je tudi najbolj opazen, ker tam več ljudi je v bistvu na kupu, več jih gleda te komentarje, ga verjetno tudi prej opazijo. Ga pa v bistvu ne smemo pozabiti pa tukaj, da na primer neka manjša skupnost ali pa nek čisto preprosta objava je lahko tam tudi zelo veliko, se pravi, negativnih komentarjev, hate speecha in podobnega, pa mogoče ni toliko opazno od širše, se pravi, širše publike. Štefana, si se ti v svoji karieri kdaj srečal s sovražnim govorom na spletu? Retorično vprašanje skoraj. Ogromno krat. Posebno bom rekel, v zadnjem obdobju svoje kariere, kjer sem bil rezultatsko mogoče manj uspešen, imel sem tudi veliko zdravstvenih težav in sem bil večkrat tarča precej takih grobih komentarjev, pa ne samo komentarjev, no, moram reči, da sem bil tudi večkrat tarča nekih zasebnih sporočil, ki so bila tako, bom rekel, prav vulgarno absurdna že, no, in vem, kako je to in ni prijetno. Tudi sam se velikokrat srečam s sovražnim govorom, ki je usmerjen prav neposredno vame in vem, kakšen je občutek. Kako bi ga opisal ti? Kako torej take vrste napadi vplivajo na te? Ja, definitivno vplivajo na tvojo samopodobo, na neke občutke znotraj sebe, mogoče tudi na vrednost tega, kar počneš, recimo kot športnik, ne. In definitivno tudi na neko samozavest na koncu koncev, ker ljudje, navijači so tisti, ki naj bi te podpirali, tisti, ki naj bi od njih čutil neko naklonjenost, podporo, da stojijo za tabo, in če pač od ljudi dobivaš non-stop take
ali pa recimo veliko takih komentarjev, sigurno ni prijetno. No. Je pa tudi tako, da na koncu je to del našega poklica, da smo odporni, bom rekel, na neke komentarje, ki nam niso blizu, ne, ki niso iz našega recimo strokovnega štaba, naše družine, kakorkoli. In se tega tudi športniki ne nazadnje zavedamo, da smo pač v tem bobnu, da tako rečem. Je pa vseeno, mislim, da tukaj smiselno premisliti, preden zapišemo kaj na bodisi na spletna omrežja, bodisi na nek portal, kakorkoli. Tudi če kaj javno izjavimo, je smiselno premisliti, kaj s tem pravzaprav pridobimo, izgubimo, a je to zares pomembno, ne? Se pravi, klopiti neko refleksijo, ne nazadnje pa tudi empatijo, da je možnost, da bo to do nekoga prišlo, in kaj jaz s tem lahko nekomu potencialno tudi povzročim. Ja, zanimivo in dobro, da smo na začetku odprli temo športa in javne izpostavljenosti. Kmalu se dotaknemo tudi mladih, ampak za trenutek se zadržimo še tu. Mija, a bi rekla, da smo Slovenci pogosto tako imenovani couch selektorji, radi izražamo svoje mnenje, recimo športnikom, ali komentiramo njihove uspehe in neuspehe, ter kje je tu meja sovražnega govora? Ja, mislim, meja je absolutno tam, kjer se začnejo grda, se pravi, obsojanja, komentarji, ki so, ne vem, zakaj nisi tega naredil, mogo bi to, mogo bi ono. Vsi športniki vejo, da naredijo kako napako. Ne vem, zakaj bi zdaj mi kot čisto navadni ljudje tukaj morali, se pravi, posegati v to, jih komentirati, jih še v bistvu po drugi strani v bistvu ne spodbujati, ne? Ker v bistvu tukaj kar hitro prideš do tega, tako je Štefan rekel, da vpliva na te, tudi verjetno vpliva na uspešnost v športu. In meni se zdi, da to smo kar zelo pogosto, se pravi, tisti, ki smo doma, gledamo in potem komentiramo. Lej, ko je padel spet s kolesom, lej, ko je spet naredil tak pa tak, ne vem, prekršek, ali pa kak ni tega obrano, ali pa karkoli podobnega, ne. In se v bistvu sploh ne zavedamo, da tam je v bistvu na drugi strani še vseeno oseba, športnik, ki se v bistvu celotno življenje trudi za to, da je v nečem uspešen. In pogosto ne pomislimo, ja, da lahko to tudi zelo negativno vpliva. Ja, mislim, da se tudi ne zavedamo, da morda komentar, ki ga mi strelimo v eter, in se zdi, da lebdi v prostoru, zelo hitro pride konkretno do osebe, ki mu je bil namenjen oziroma o kateri govori, ne. Sicer se verjetno različni ljudje s tem soočajo različno, ampak komentar, objava na spletu je tam ves čas. Zame je še bolj obremenjujoča kot naprimer opazka v živo, ker tista opazka zleti stran, morda o njej premišljujem. Komentar na spletu ali pa nekaj, kar je sovražno usmerjeno proti meni, pa je tam ves čas in to potem lahko premlevam in gledam dneve in dneve in tedne. Ne? In še drugi lahko izrazijo strinjanje s tem. Ja, se pravi, da še dodajajo. Mi zelo velikokrat vprašamo otroke v šolah, ko imamo delavnice, kjer komentar mislite, da bo bolj zabolel mamo, ne vem. Prvi komentar je nek, prosim, nehaj snemati, nekaj tazga in potem imaš spodaj še ful komentarjev. In pa v bistvu vprašamo, kjer mislite, da ustvarjalca bolj prizadene, tisti ta prvi komentar, ki ga je prvi zapisal, ali tisti, ki so se spodaj strinjali. In ponavadi rečejo, da verjetno kar vsi, včasih celo rečejo, bolj bi te verjetno prizadel potrditev teh komentarjev, spodbujanje še k večjemu, se pravi, nasilju. Tako da ja, absolutno je tukaj, da verjetno še tisto, še dodatno, v bistvu, bom rekla, zaboli. Ja, sama si že odprla temo oziroma okolje mladih. Za razliko od javno izpostavljenih oseb je pri recimo civilistih soočanje s sovražnim govorom še bolj zapleteno, ker to ni del recimo nenapisanih obveznosti oziroma tega, da si javno izpostavljen. Kako pogosto se mladi v Sloveniji srečujejo s sovražnim govorom po tvojih izkušnjah? Je tega kar veliko, no. Tudi se mi zdi, da nazadnje raziskave, ki so bile v bistvu nekako izvedene iz strani ministrstva, pa potem tudi iz NIJZ-ja, je nekje 60% mladih se je že srečalo, se pravi, z nasiljem. Priče smo pa po moje bližje vsi, no. Težko bi rekla, da kdo, ki je na spletu, ni bil nikoli priča, se pravi, kakšnemu spletnemu nasilju.
In te številke, se pravi, še rastejo, imajo zelo hude posledice. Tukaj govorimo, da se oseba počuti, sploh mladostniki, tesnobno, depresivno, anksiozno, izgubijo voljo, se pravi, do vseh aktivnosti, ki so jih prej počeli, kjer so bili dobri. Konec koncev lahko pride pa tudi do samopoškodovanja in samomorilnih misli. Torej nekaj, kar je virtualno, ima lahko velik vpliv na posameznika. Ja. Kaj pa lahko kot starši naredimo, če sumimo ali vemo, da je otrok žrtev spletnega nasilja? Prva stvar je, z otrokom moramo imeti, se pravi, nekako urejen stik, urejen, se pravi, neko naklonjenost, da bo vedel otrok, da če pride do tega, da lahko zaupa staršu. Zelo velikokrat pride do tega, da otrok, ko zaupa staršem, starš naredi totalno štalo, začne zmerjati nazaj, zakaj si to naredil, ono tretje, in v bistvu ni tukaj razumevanja. Govoriš tudi v primeru, da otrok pove, da je izvajal spletno nasilje ali da je žrtev? Vse, oboje. Tudi če tukaj gre v bistvu za neke spletne zlorabe ali pa kakorkoli. In jaz verjamem, pa tudi ko se pogovarjam z mladostniki, če vem, da se bo starš tako odzval, če se midva prej o tem nikoli nisva pogovarjala, jaz ne bi šla staršu povedati. In je nujno, da v bistvu tukaj starši začnejo z mladostniki govoriti o spletu, kaj se dogaja. In ne na način, pokaž mi, zakaj si to, ampak kaj se tam dogaja, ali mi poveš, mene tudi zanima ta aplikacija, s kom se pa ti tam pogovarjaš, a ki je zanimivega, si koga novega spoznal, in da ga tudi malo pomni, a ti res misliš, da je ta oseba tam ta resnična oseba, kak se predstavlja, da v bistvu na tak način navežejo najprej stik. Potem pa starši morajo opazovati, kako se otrok vede ob telefonu, ob računalniku, ker zelo velikokrat je, kadar je žrtev, se pravi, nekega nasilja ali pa kakšne spletne zlorabe, so zelo nemirni ob telefonu, z nekim strahom pogleda na telefon, velikokrat ga preverjajo ali pa ga čisto dajo nekam stran, pa se probajo delati, da ga ni. Tako da tukaj je tudi starševa naloga, da malo opazuje, da ve približno, kaj je nekaj nenavadnega, se pravi, kaj je nenavadno otrokovo obnašanje. Preden nadaljujemo, bi te ustavil s pod vprašanjem, kaj pa, ko spletno življenje otroka postane njegova oaza in ko se starši morda ne čutijo več dolžne ali pa poklicane, da bi vstopali v ta svet. Kako pa se takrat lahko obnašamo? Nujen je pogovor. Tudi mi svetujemo nekje po 16. letu, da v bistvu mora imeti mladostnik tukaj malo zasebnosti. In če ne moramo zasebnosti pustiti, če prej ni, se pravi, nekega dobrega stika. Se pravi, nujno je, da se pri 9, 10, ko se začne, v bistvu, ko se mu podari prvi telefon, ali pa ko pride do tega, da ima že prvo svoje socialno omrežje, da se takrat začnejo pogovori glede, se pravi, uporabe. Na nek čist preprost, sproščen način, da bo videl otrok, da starš to sprejema, da vidi, ker res ne moramo reči, da je vse slabo tam, ker se povezujejo, si pošiljajo domače naloge, si pošiljajo pač velika, v bistvu stvari, in je nujno, da tukaj res govorimo z njimi. Ja. Jaz sem otrok YouTubea, ogromno stvari sem se naučil in se še danes učim prek videoposnetkov. Tako da se strinjam. V redu, izpostavila si to, da je pomemben pogovor in dober odnos, kar se tiče digitalnega sveta. Recimo pa, da potem opazim, da se otrok vede nenavadno, opazim v njegovem obnašanju ali pa odnosu s tehnologijo nekaj čudnega in sumim, da je prišlo do kakšnega nasilja. Kaj lahko potem naredim? Najprej treba preveriti, kaj se tam sploh dogaja, ker mogoče neko obdobje, ki ni niti z spletom povezano, ampak potem je treba to, se pravi, začeti reševati. Če otrok, se pravi, žrtev nasilja, je nujno, da se tukaj v bistvu nekako prekinejo te stiki, da se morda blokira uporabnika, da se v bistvu nekako poskrbi za njegovo varnost. Zdaj, če gre v bistvu za kaznivo dejanje, pa se mora to tudi prijaviti, se pravi, na policijo. So še kakšne službe, ki nam lahko pri tem pomagajo? Lahko pomagamo mi, se pravi, na centru Logout, pomaga pa tudi naprimer Arnes, potem safe.si in tako dalje. Štefan, na začetku, ko si govoril o svojih občutkih ob sovražnem govoru, si podal en zelo koristen nasvet, ki bi ga zdaj rad slišal še enkrat.
Kaj si rekel, naj človek naredi, preden se zaloti, da bo nekaj objavil, napisal, kar sumi, da bo morda na drugega imelo slab vpliv? Ja, naj vklop refleksijo in empatijo. Pač tako bi jaz na kratko rekel, se pravi, da res dobro premisli pri sebi, kaj pravzaprav želi sporočiti, kakšen smisel ima njegovo sporočilo. Je res nujno izraziti neko mnenje, ki je lahko posledica samo nekega hipnega, tudi osebnega razočaranja nad recimo športnikovim neuspehom, nad športnikovim neizvajanjem nekih gibov, tako kot smo si jih mogoče mi zamislili. Ker treba se zavedati, da športniki, tako kot je že prej Mija pač omenila, treniramo celo življenje za neke uspehe in smo prvi v vrsti tistih, ki smo nezadovoljni, če nam ne uspe, ki smo razočarani, ki občutimo to bolečino razočaranja, ki ne nazadnje tudi takoj poanaliziramo stvari in iščemo rešitve za to, da bomo naslednjič boljši, ker smo odvisni od uspeha. Ker je to pač tudi med drugim naša služba, ki nam omogoča eksistenco v določenem obdobju življenja. Druga stvar je pa empatija. To je pa tisto, da se postavimo nekako v kožo drugega in si predstavljamo, kako bi se mi počutili, če bi nekdo drug tako isto se recimo izrazil do nas v določeni situaciji. Tako da, če naredimo to, mislim, da je veliko manj možnosti, da naredimo neko grobo, neprimerno reakcijo in s tem tudi posledično ne pustimo nekega negativnega digitalnega vtisa na nekem omrežju, kakorkoli, pa sebe tudi ne nazadnje nepotrebno ne izpostavljamo. Ja, všeč mi je, da si rekel, da se celo življenje pripravljate na primer določeno tekmo ali pa določen performance, ampak podobno bi verjetno lahko rekli tudi za uporabnika spleta, ki je porabil, 3 tedne za to, da je pripravil določeno vsebino, ali pa morda jo je mimogrede objavil, ampak je njegov občutek tega, kar je objavil, enako visok, oziroma temu pripisujemo veliko vrednost, sploh če gre za mlajše. A se ti zdi, da lahko pri mladih že govorimo o digitalni empatiji, ali pa kako bi jo lahko spodbujali pri njih na podoben način, kot je to Štefan predlagal za odrasle? Ja, v bistvu trenutno, vsaj kakor sama opažam, je zelo velika težava, da mladi tega nasilja sploh ne opazijo. Je za njih v bistvu skoraj vsakdanji. Tudi nasilja v realnosti včasih skoraj snemajo, kot pa da bi ga v bistvu preprečili, in tudi ta želja potem, da si v neki skupnosti sprejet ali pa kakorkoli, so zelo pogosto smo pripravljeni za to tudi, se pravi, tvegati, napisati hate komentarje in tako dalje. In jaz verjamem, da imamo tukaj zelo veliko dela. Da mlade v bistvu, bom rekla, malo ustavimo, da začnejo malo razmišljati, da to lahko ima posledice, ker trenutno zelo velikokrat rečejo mladostniki, saj to pač to zgine, to noben ne vidi, zelo so prepričani, da naprimer na Snapchatu, kjer bi naj bila vsebina, ki se vidi, potem pa zgine, so prepričani, da to nikakor ne more imeti vpliva na njih, na njihovo življenje. In se v bistvu ne zavedajo, da stvari je možno, se pravi, shraniti, je možno, se pravi, da se pride, čez 3-4 leta ponovno ta fotografija ali pa ta komentar ponovno, se pravi, med ljudje to opazijo, začnejo potem, se pravi, tudi vračati ta hejt ali pa kakorkoli. Ja, tukaj je težko, kaj narediti, da bodo mladostniki, mladi, pa tudi odrasli, začeli malo bolj opazovati, da tukaj je težava, da če tega ne bi rekli v živo nekomu, absolutno ni primerno, da to napišemo. Ja. A je morda celo hejt, kot si sama rekla, torej, sovražni govor, lahko tudi del kulture obnašanja v kakšnih spletnih okoljih? Ja, vsaj kar se tiče naprimer komentarjev, tukaj se mi zdi, da so že odrasli v raznih novičarskih portalih začeli uporabljati stvari, pa komentarje, besede, ki niso primerne za tja. In mladostniki to vidijo, otroci to vidijo.
In sploh ne vidijo, da je to nekaj, kar ne bi smeli narediti, ker oče je naredil, mama je naredila, sošolci so naredili. Skratka, tukaj so neke te komentarji, ki se jih pol otroci kar navadijo in rečejo, ok, se to je pa v redu, moja mama to dela. Zdaj mi pa pomagaj. Jaz sem 12-letnik. Vem, da ni primerno, da širim sovražne vsebine na spletu, pišem komentarje z vsebino, ki je operjena proti drugim, ampak moji prijatelji to počnejo. Kaj naj zdaj jaz naredim? A ne bom izpadel hecen, čuden, čudaški, če se poskušam temu upreti? Jaz vem, da ne bom, ampak samo predstavljam si, kaj so pomisleki 12-letnika, da ne boste me narobe razumeli. Ok, ja, si 12 let, rabiš to, pod neki strani, da bi bil sprejet, da bi te drugi videli, da bi te opazili, ampak še vseeno je pa tam na drugi strani neka oseba, ne? In konec koncev zelo hitro se lahko stvari obrnejo, pa si ti na tisti strani, kjer bi v bistvu ljudje ali pa najstniki ali pa 12-letniki drugi v bistvu začeli izpostavljati stvari pri tebi, jih objavljati in v bistvu ta hejt v bistvu uprli v vate, ne? In meni se zdi tukaj zelo pomembno, da gre za neko samozavedanje, da ga tudi starši tukaj lahko polnomočijo kot tukaj res tega ne rabi, zakaj bi to naredil, kaj bi imel od tega, da dobi to potrditev, ki jo dobi s tem, ko je v neki skupnosti sprejet, nekje drugje. Zelo dobro je na primer pri športu to dobiti, se pravi potrditev, jaz sem tukaj uspešen, jaz tukaj lahko marsikaj naredim, in tudi ponavadi, ko so enkrat treningi 5-krat na teden, 6-krat na teden, ni tega časa potem, da bi še to dodatno, se pravi še nek hejt zganjali ali pa karkoli. Tako da jaz bi tukaj rekla, da je treba, se pravi, otroka naučiti, da je to, se pravi, ta hejt, ki je na spletu, enak, se pravi, sovraštvu v realnosti. Ja. V bistvu ni ločnice v dojemanju med resničnim življenjem, recimo v 3 dimenzijah ali pa v digitalnem svetu. In kot smo se pogovarjali prej, lahko celo opaske in komentarji v digitalnem svetu najdejo drugo pot do nas. Občutek, ki ga imam sam večkrat, je, da je moj mobilnik tudi zelo blizu mene. In ko mi nekdo napiše nekaj, kar bi mi mogoče zaklical čez cel trg ali pa kako opasko, ki bi mi jo mogoče vrgel nadaleč, se je fino zavedati tega, da tudi ta opaska potem pride res v moj intimni prostor. Se pravi, mogoče jo celo preberem na kavču, ki mi je zelo blizu in mislim, da je fino to ozavestiti. Torej, spet gojiti to empatijo tudi na spletu. Ves čas se vračamo do tega, da je v resnici z vedenjem mladostnikov na spletu povezano tudi vedenje njihovih staršev oziroma vedenje, ki ga opazujemo okrog. Tega smo se že dotaknili s tem, da je fino, da preden nekaj objavimo, vklopimo refleksijo in empatijo, ampak kako še lahko skrbimo za svoje digitalno ravnanje in kaj je digitalni odtis, o katerem smo že govorili? Digitalni odtis je v bistvu vse, kar puščamo za seboj, vso sled, ki jo puščamo, se pravi na spletu. Se pravi in lajki, in ogenčki, vse, se pravi, vse, kar se dogaja, se pravi na spletu je naš digitalni odtis. In vedno se bo v bistvu ta digitalni odtis nekje shranil. Če imamo mi željo, lahko prikličemo marsikaj za nazaj, tudi lahko stare objave v bistvu zelo hitro najdemo. In je v bistvu ves ta digitalni odtis bo enkrat vplival tudi na nas. Naprimer, delodajalci vedno pogledajo digitalni odtis, ker je v bistvu to neka taka osnova, kjer lahko tudi drugo stran, se pravi osebe vidiš. In v bistvu tudi kako bi se počutili, če mi smo naenkrat izpostavljena oseba v javnosti in nam v bistvu najdejo grde komentarje, ki smo jih pisali, ali pa če se mi predstavljamo kot nek uspešen športnik, ki ima zelo visoko etiko, spoštovanje, pa pol naprimer vidimo, da je pa 10 let nazaj pisal sošolki, da je, ne vem, močnejša, da ima to pa to. In je nujno, da tukaj poskrbimo, da res premislimo, kaj puščamo za sabo. Ja, pa ne samo v primeru, da bomo javno izpostavljeni. Priznajmo si, jaz tudi, ko spoznam koga novega, ko se spoprijateljim s kom, naredim eno hitro preverbo, pač preletim
tudi njegove spletne profile in si rečem, ok, gledal je France, super, gledal je to pa to, všeč mu je bilo to pa to, poslušal to pa to, ok, zanimivo. Če pa ob tem naletim na vsebine, ki so izrazito prežete z nasiljem, pa ne samo, da me to odbija, ampak od človeka si ustvarim čisto drugačno podobo, ki je lahko tudi krivična, ni pa nujno, ne? Seveda mislim, da je fino, da do nasilja na spletu vedno vzpostavimo distanco. A lahko naš digitalni odtis namenoma naredimo tudi bolj pozitiven? To bi bilo super, ker v bistvu na tak način, se pravi, smo proti utež, se pravi nasilju. To pomeni, da tudi, ko vidimo, se pravi, da se nekje neko nasilje, neki hate komentarji pojavljajo, začnemo neke pozitivne stvari izpostavljati. Naprimer, zelo velikokrat, ko pride do nasilja med mladostniki, jaz vedno rečem, pa če si to videl, zakaj pa nisi napisal, jaz to osebo poznam v živo, včeraj mi je pomagala pri matematiki, drugič zelo dobro skače v daljino ali pa karkoli. Tukaj je nujno, da izpostavimo tiste pozitivne stvari, ker je edino na tak način bomo mi v bistvu lahko vsaj približno, se pravi, ustavili, se pravi, negativno. In je nujno, da tukaj, se pravi, ko vidimo to, ne počakamo, ne gremo samo mi in pa ne ignoriramo, ampak da napišemo res kaj dobrega. Wow, to je pa zelo zanimivo. Zakaj je težje napisati nekaj pozitivnega, dobrega na spletu in zakaj je tega manj v primerjavi z vsemi komentarji, ki so sovražni? Po moje je stvar že navade. Tak imam jaz občutek. Ne bi imela pa točnega odgovora na to, ampak se mi zdi, da smo že navajeni, da na spletu ni nič dobrega, vse novice so slabe, vse je tako malo, včasih že prežeto s to, ne vem, svetovnimi krizami in podobnemu in je treba tukaj si dati nekaj pozitivnega noter. Ja, jaz na nek način svojo spletno prisotnost dojemam kot neke moje male vrtičke na spletu in se trudim za to, da so ti vrtički pozitivni. Imam tudi ničelno toleranco do sovražnega govora, se pravi, ko kot ustvarjalec zaznam, naprimer, komentarje, ki so škodljivi, usmerjeni do mene ali do koga drugega, jih zbrišem. Fino je vedeti tudi, da imamo na vseh platformah, večinoma na vseh platformah možnost prijave, recimo tudi sovražnega govora, čeprav je včasih pot reševanja dolgotrajna ali pa se celo ne razreši. Ampak jaz sebe vidim kot enega Don Quixota in vedno, ko naletim na kaj, pač prijavim. Najprej platformi, to je najmanj, kar lahko naredimo, ne? Potem pa seveda lahko tudi kasneje, če opazim, da je to res obremenjujoče ali pa škoduje. Ker to so sankcije, ki so nujne. Ker to je v realnosti tako, kot da nekdo, ki bi bil morilec, ga ne bi zaprli. In bomo še vedno pustili možnost, da to nasilje izvaja. Dajmo ostati še pri pozitivi, ker mi je zelo všeč smer, v katero smo zakorakali. Štefan, a si ti v svoji karieri pa kdaj prebral, a se spomniš, dobil nek spletni vtis, sporočilo, komentar, ki je bilo izrazito pozitivno? Sem mi to bo veliko. A imaš kakšen primer? Res da večinsko ob uspehih, ampak moram reči, da tudi ob težkih trenutkih, ki sem jih imel, so se najdali čist naključni ljudje, da tako rečem, ki jih ne poznam, torej navijači naključni, in tudi pač prijatelji, ki so napisali zelo lepe komentarje, tudi so mi poslali kakšno sporočilo in to je tako, kot je Mija prej omenila, je druga oblika, kako se lahko tudi izražamo na spletu, in zakaj pa ne? Zdaj pa, če se še dotaknem tistega, zakaj je morda to težje, zaradi tega, ker smo najverjetneje nagnjeni k temu, plus da jaz mislim, da kar negativen komentar daš na spletu, ni praktično nobene odgovornosti, Torej za nasilje, za takšno obliko nasilja ni nobene odgovornosti, ker se počutiš, da imaš eno bariero, češ splet, to je zdaj nekaj izven živega, da tako rečem, in pa se vsak počuti bolj močnega, da lahko kar deli, kar se mu zahoče, kadar se mu zahoče. In je to tudi, kar ste prej omenila, je smiselno pol, če opažamo, da se to redno dogaja, tudi take profile prijaviti. To je najmanj, kar lahko naredimo. Sicer pa, pozitiven komentar je pa vedno težko dati, zaradi tega, ker moramo vse razviti neke dobre občutke, neko pozitivno usmerjenost in jo pač deliti. In to pa ni
včasih najlažje. Ne? Zahteva lahko tudi veliko več čustvene zrelosti, da temu tako rečem, da to lahko naredimo tako, kot je primerno. Tako da ja. To je drzna misel, ampak bi lahko rekel, da je za lepo širjenje lepega na spletu treba biti pogumen, tako preseb, pa mogoče celo malo bolj ranljiv, kot pa če pač enostavno širimo opaske, ki so negativne, od katerih se lažje umaknemo. In tudi nujen je, tako kot je Štefan rekel, razmislek preseb. Se pravi, zakaj bi jaz tukaj nekaj slabega napisal, če pa je v bistvu, mislim, kaj bi s tem dosegel, bi se jaz boljš počutil. Ja. In nekdo, ki ima tukaj v bistvu, ki zna poslušati svoje čustva, ki razume, kaj se pri njemu dogaja, kaj je tisti gon, da bi nekaj napisal, bo se tukaj znal ustaviti. Nekdo, ki pa tukaj nima, se pravi, samoregulacije, bo tukaj zelo hitro začel tipkati hate komentarje. In je nujno, da smo tukaj, da se znamo sami zregulirati, preden začnemo tipkati. Da se najbrž spet lahko vrnemo k staršem, kako otroke naučijo v to smer. Ne? Če jih bojo pač učili v to smer in bili sami tudi primeren vzgled, saj tako jaz mislim, no nisem strokovnjak, bodo najverjetneje otroci tudi imeli večjo verjetnost, možnost, da bojo tudi oni tako isto sami delovali, ko bodo pač na spletu prisotni. Ne? Ja, potem imam pa še eno zagato, zdaj sem se spomnil na njo. Kot vsak podcast, tudi ta postaja terapija voditelja. Imam eno svojo težavo. Pasta, sem na omrežju Threads ali pa na Twitterju, zdaj še na X-u, kjerkoli že, na omrežju, kjer primarno komuniciramo stavki z besedami. Pod mojo objavo se pojavi komentar nekoga, ki me napada, žali, skratka, govori slabo o tem, kar sem napisal. In zdaj mene to spodbode, znervira in sem tik pred tem, da se bom odzval v podobnem tonu. Kaj naj zdaj naredim? Samoregulacija. Ja, kako? Zdaj, to je lahko reči, ampak... Ja, zagotovo je to ena zelo težkih stvari, ker nekdo te osebno izzove, te napade in tukaj se počutiš v bistvu... degradiranega, v bistvu samo podoba pade, želi si, da bi tukaj pa si vsaj del povrnil, ampak če ti ne boš zdržal, se bo to samo še vlekel dalje. Tukaj je nujno, da ti, ne vem, ali izbrišeš stvari, če želiš, konec koncev je to tvoja objava, ti lahko v bistvu reguliraš, katere se pravi, komentarje želiš oziroma katerih ne želiš. A veš, da ravno na Threadsih, namreč govorim iz dejanske situacije, ki se je zgodila prejšnji teden, ravno na Threadsih ne morem izbrisati tega, kar nekdo napiše pod mojo objavo, lahko bi pa mogoče kar izbrisal celo svojo objavo, ne? Okay. Kakšne imam še možnosti? Jaz bi rekla, da najprej ne objaviš tega, kar ti prvo pade na misel. Da se v bistvu začneš izpraševati, kaj je tam na oni strani, da je nekdo to rabil in da je to res tvoj nivo. Ker se mi zdi, da tvoj nivo ni takšen. Mogoče napišeš kako lepo besedo nazaj, se zahvali za komentar, da si ga prebral, da si ga pač preveril. To je to. Več kot damo pozornosti, bolj lahko potrdimo drugi osebi, ki to dela, da je to ok, kar počne. Super. Tale zadnja dilema je meni lepo naslikala to, da se včasih enostavno sliši, kako naj bi ravnali, ko pa se sami znajdemo v tej situaciji, pa je to lahko tudi težko. In od nas zahteva neke vrste odločitev, pa tudi voljo, moč. Odlično. Hvala za ta dober pogovor in lepo debato. Jaz sem dobil nove perspektive, koristne nasvete in zvedel marsikaj novega. Za konec bi vaju pa prosil še za eno zaključno misel, ki bo zdaj uklesana v kamen in postala del vajnega digitalnega odtisa, brez pritiska, o temah, o katerih smo danes govorili. Kako bi spletla ta pogovor s tleskom? Ja, jaz lahko že povem. Dej! Evo, jaz bi rekel, vklopimo empatijo in refleksijo, preden karkoli zapišemo, komentiramo na spletu. Super. To bi si lahko zapisali za uho ali pa nad zvočnik od telefona ali pa tam pri kamerci od računalnika. In Mija?
Ja, jaz bi pa rekla, da je nujno v bistvu se zaveda, da je splet lahko super orodje, super stvar, telefoni so lahko krasna zadeva. Je pa nujno, da tukaj tudi se zavedamo tega, da je splet postal, se pravi, še ena dodatno orodje, se pravi, spletnih nasilnežev, ki v bistvu lahko delujejo celotno, se pravi, ves čas. Se pravi, je žrtev in storilec sta ves čas, se pravi, prisotna, in tudi njihov, se pravi, doseg, globina, moč je tukaj še večja in je nujno, da tukaj preprečimo, da v bistvu uporabljamo, se pravi, naše zaslone pametno. Torej je tvoja misel, ne bom je jaz, kako bi jo še zapakirala v tlesk? Se pravi, splet je lahko dober in ne uporabljamo ga za, se pravi, spletno nasilje. Super. Hvala obema. Hvala tudi vam, da ste bili danes z nami. Zelo veseli bomo vaših odzivov, predvsem pozitivnih, ali pa vseh vprašanj, dilem, mnenj, ki so se ob vas vzbudila, ki ste to poslušali ali pa gledali. Ne vem točno, na kateri platformi smo, na tisti, kjer smo, morda lahko spodaj pustite kakšen komentar ali pa ga napišete pod kakšne druge vsebine povezane s celo našo oddajo. Hvala in se vidimo naslednjič.